Ta teden se je pripetilo, da so hrvaški gozdarji nelegalno sekali slovenske gozdove. Ker če smo iskreni, kaj je pravzaprav bolj tipično slovensko, kot spor zaradi drevja ob meji? Naj bo zaradi veje, ki gleda čez ograjo, ali pa zaradi poseka gozda. Če Hrvati mislijo, da z tega ne bomo naredili škandala, nas pa ne poznajo dovolj. Le nekaj metrov stran že naletimo na sveže posekane smreke in vse so označene s ploščicami hrvaških gozdarjev. Te so že na naše kmetijstvo. Ta video smo pustili, da še malo traja, ko nehajo govoriti, ker me tako zabava ta situacija, ko si gozdar zapre žep, pa bi rad dal roko not, ker ne ve, kaj z njo početi, pa ga odpre nazaj. Zdaj pa ne vem, kako bi rešili. Sovražim, ko se mi to zgodi. Kaj takrat, ko grem, ne vem, kuhno po kozarc vode, se zamotim s telefonom, ne, pa se vrnem dnevno, pa opazim, da sem pozabil na vodo. Namesto tega imam pa kozarc viskija v rokah. Ampak dovolj o mojih problemih s pitjem. Dajmo se vrniti rajš gozdnim problemom. So označne ploščice na deblih dovolj, da lahko trdimo, da so za posek odgovorni Hrvati? Kaj pa če je drevesa posekal kdo drug in pri tem samo uporabil njihove tablice? Hrvaški gozdarji, ki so tu očitno malicali Gavrilovićev narezek, pa le niso dokončali svojega dela. Ne, zgleda so bili res Hrvati, ne? Ker če bi to kradli naši gozdarji, bi zagotovo malce Largetu ali pa Poli. Dejte no. Italijani pa z njih niso krivi, ne? Ker njih bi pa slišali. So bolj glasni kot žage. Allora, kot dokazano so poseg začeli Hrvati, niso ga pa tudi končali. Drevje so rušili s slovenske strani proti hrvaškemu ozemlju. Očistili so ga že tudi veji, tako da je čakalo le še na prevoz. Drevesa so podrli in počistili, čeprav razumem, so nam oni pripravili drva, mi jih moramo samo še odpeljati. Super. Za take nelegalne poseke se lahko večkrat zmenimo. Dokler drva pustijo za nas, je v redu, ne? Ko pa jih odpeljejo, bomo po gozdovih namesto pasti za medvede začeli postavljati pasti za Hrvate. Okay? Recimo, ne vem, to bi izgledalo tako, da bi nekam postavili slovensko blagovno znamko in ko se Hrvat preprosto ne more zadržati, ne, in jo pobere, se nam spusti kletka. Evo. Ali to, ali pa jim vrnemo nekako drugače. Recimo, da poleti s prikolicam zasedemo vse avtokempe v Istri. A ja, ne, to smo tudi že. Dobro, črna kronika. Ljubljanski kriminalisti so stopili na prste skupini, ki je sodelovala pri izvajanju prav posebnih spletnih goljufij. Daj pogledati, za kakšne vrste nečednosti gre. Gre v bistvu za čisto navadne goljufije, tako imenovane direktorske goljufije. Gre za to, da goljufi najdejo elektronski naslov direktorja in osebe zadolžene za nakazila oziroma plačevanje računov. In to največkrat kar na spletni strani ciljanega podjetja. Nato pa prilagodijo oziroma ponaredijo sporočilo, da izgleda, kot da bi ga poslal sam direktor. Zanimivo. Jaz mislim, da je direktorska goljufija tisti, ki direktor reče, da ga ne bo domov, ker ga čaka preveč dela, pa cel dan oddeluje svojo tajnico. Zveni veliko bolj prijetno, ne, kad da ustvariš lažni elektronski naslov, pa upaš, da boš nekega dne nategnil računovodkinjo. Je pa spletna direktorska goljufija v primerjavi s klasično verjetno veliko bolj dobičkonosna. Ne. Ker tajnici moraš, ne vem, konstantno kupovati rože, parfume, s spletnim nategovanjem pa so goljufi zaslužili skoraj 300 000 evrov. A to velja za goljufe. Mule, ki so v Sloveniji prale, ta denar so to menda počele, tako rekoč za drobiž. Osebe, ki dajo na voljo pravno osebo oziroma sodelujejo v tem kot fizična oseba, govorimo o tako imenovanih mulah, dobijo po, lahko rečem, po par 100 evrov ali pa še to ne. Kaj? Nekaj 100 evrov zaslužka za to, da lahko riskiraš 10 let zaporu. Vzamem nazaj, veliko bolj se splača obdelovati svojo tajnico. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.